Organizacija je bila na ramenih športnega društva Debelo Veronike. Organizacija se je začela kakšen mesec, dva prej. Pogovorili smo se, na sestankih smo se pogovarjali, kakšni objekti bojo, kakšne kategorije, kdo bo objekte naredil. Objekte ste sami delali? Ja, večino objektov je pravzaprav razen rampica je kupljena, druga pa vse pošvasan, pošrafan, zabitska, tako da, ja. Objekti so cool, drsi vse, nobenih trsk, tako kot pri nas v mestu, minica je cool, tako da ja, zadovoljivo. Povabili smo večino skaterjev, ki jih poznamo, se pravi Domžale, Mengaš, Ljubljana, tudi iz Dolenjske so prišli fantje. Tekmovanje se odvija zelo dobro, več kot po pričakovanjih. Zaenkrat je super, no, dež bo menda zadržal se, drugače pa kontest je cool, no, dobro je organiziran, ker so skupine organizirane in pač ni toliko prešerja na posameznika in to je dosti v redu. Kako vas za naprej se mogoče obeta skatepark v Kamniku? Ja, dobro vprašanje. Glede skateparka je tako, da sposobni smo sami delati, šparati, izdelovati objekte. Sam problem je v asfaltu pa v prostoru, ki bi se to lahko delali. Naprimer tukaj za kulturnim domom imamo prostor, sam tudi za tako tekmovanje ni to. Sam asfalt bi rabili, pa barikade se ne more parkirati, pa si sami zgradimo, ni problema. Vi ste iz Novega mesta, kako je pa pač pri vas poskrbljen za skate objekte, skate infrastrukturo? Kakšen odnos imate kaj z občino? Z občino dalo nam je prostor, zdaj pa sami skrbimo zadnjih 5 let za celoten park in nove objekte in oskrbovanje objektov. Pa imate mogoče kakšen nasvet za društvo Debela Veronka, kako naj se oni lotijo tega, da bi dobili svoj skatepark? Je zaenkrat super dela, naj pritiskajo, mi smo pritiskali 5 let na občino, še ne. Pa smo dobili. Spet po drugi strani še v Ljubljani, ga niso imeli pred nami, tako da treba vztrajnost.